kako ohraniti dobro prebavo in postavo o polni mizi dobrot. Haha, tam smo, ja. O tem bomo danes govorili in ne samo to, v tokratni oddaji Manca Cvetko o vplivih toksičnega okolja in o tem, kako lahko vsak dan podpremo naš organizem na naraven način. Ubogi naši želodčki. Povem vam, ko potujem po svetu in se vključujem v njihova praznovanja, nikoli ne pridem na taka praznovanja, kakor so pri nas, ker se mi zdi, da se dobesedno prenažiramo. Za vsak praznik, naj si bo Božič, naj si bo Velika noč, naj si bo karkoli pač je, res se mi zdi, da znamo pretiravati in potem seveda ne samo odvečni kilogrami, ampak tudi napihnjenost, zgaga in vsi ti izzivi so tisti, s katerimi se soočamo, ampak vse to je povsem, izognemo se lahko vsemu temu, izognemo. In danes boste ugotovili, kako oziroma na kakšen način. V moji družbi je Jelena Dimitrijevič. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Bogi naši želodčki, ne? Ja, veliko ljudi ima danes težave z želodcem, ravno iz tega razloga, ker si omenjala, da preveč hrane pojejo, pa potem ne pustijo dovolj prostora, da tudi želodec mehansko naredi svojo vlogo, ker ne deluje na kemični ravni, ampak tudi ta peristaltika želodca je zelo pomembna. Hkrati pa tako ne prežvečijo hrane dobro, tudi to je, hitijo, ko hoče nekaj na hitro pojesti. Pa vemo, stokrat smo že rekli, jemo v miru, počasi, s hvaležnostjo, takrat se hrana bo tudi boljše predelala in bomo imeli več koristi od same hrane. Tudi je pomembno, kako kombiniramo hrano. Vem, da marsikateri nutricionist bo rekel, ja, ni pomembno, tudi izkoriste hranile boljši, če tudi zmešamo različne skupine živil, ampak jaz v praksi res opažam, da ljudje boljše funkcionirajo, če jejo enostavne obroke. Če tudi kombinacije niso kompleksne, ko v bistvu tudi kombiniramo tako hrano, ki je lažje prebavljiva, kot recimo, ne vem, če jemo žito, potem dodamo nekaj zelenjave zraven, ali jemo samostojno žito, pa dodamo nekaj semen, ali pa recimo, ne vem, stročnice pa žito in tako dalje. Sadje jemo samostojno oziroma na prazen želodec. Wow, počakaj Jelena, 1001 informacijo naenkrat si zdaj povedala, to si nimajo časa naši gledalci, niti zapomniti, še manj pa zapisati. Večkrat lahko pogledamo. Greva lepo počas. Tako, lahko, ja, seveda. Greva lepo počas z ljubeznijo. Najprej glede žvečenja. Tako je. Ti si v mojem življenju naredila revolucijo glede tega. In ko sem prvič prežvečila tukaj, ko si ti rekla, sem rekla, kaj se hrane sploh ne jemo, se hrano v bistvu pijemo. Tako, to tudi učijo vsi tisti stari modreci oziroma tiste stare vede, da dejansko je hrano treba pogoltniti oziroma spiti kot tekočino, pripeljati do tega stanja, da je bolj v tekočini, da bo pol vse lažje, ker naš želodec nema zobk in mu moramo majčkeno pomagati. Tukaj je treba dobro prežvečiti hrano. Ampak ne glede na to, ni samo stvar, kako užijamo hrano in na kakšen način, ampak tudi kako se v tem trenutku počutimo. Ker dostikrat ljudje, kot sem že omenila, se pravi, hitijo, nimajo časa in potem hočejo, daj sam, da nekaj mečem vase, sam, da toliko energije nekako dobim, da preživim dan, ampak ni to poanta. Če mi jemo pod stresom, takrat prebavni sistem ne more optimalno delovati. Kolikokrat je treba dobro poslušajte, je treba prežvečiti košček hrane, eno rundo, ko jo damo v... Minimalno bi bilo dobro vse 50-krat. To bi bilo dobro, da je vsaj 50-krat. Tradicionalne vede svetujejo tudi do 100-krat. Se pravi, na tak način sigurno ne bomo niti pojedli preveč hrane, ker ta trenutek oziroma ta proces, ki traja, ko se tudi vzpostavi signalizacija na hormonski ravni, bo tudi pravočasna. Ker v 15-20 minutah pol bomo pojedli to, kot resnično rabimo in bomo dobili signal, a smo še lačni ali pa nismo. Kaj pa, če damo na začetek 35? Ja, lahko zmanjšamo, ja. Ampak 50? Ampak 50 bi bilo fajn, vsaj 50. Ni treba zdaj, da je 100, vem, da je to preveč in preveč časa traja, ampak 50 je zelo dobro, zaradi tega, ker je že v takem stanju, da tudi se aktivirajo tisti encimi v ustih, se začne že razgrevati ogljikov hidrat, ki ga recimo na tak način zaužijemo in se aktivira tudi proizvodnja same želodčne kisline. In da bi to bilo bolj optimalno, je tudi varianta zelo dober, da pol ure pred obrokom spijemo tekočino.
ne da skupaj zmešamo s hrano, da ne razredčimo želodčnih sokov, ampak pol ure pred obrokom, ker tudi tiste sluznice so zgrajene, večinoma iz vode so sestavljene in če želimo imeti ta pravo obrambo, tudi kar se tiče želodca, potem je dobro, da smo dobro hidrirani. Se pravi, pred pojedino, Tako, pol ure prej, spiti vodico, Tako. In to tako, ki je toplo, ja, ali sobna temperatura. Ja. in potem minimalno 35-50krat prežvečiti. Tako, res je, ja. Ker sem jaz začela tukaj žvečiti, se mi je Žiga smejal, pa je rekel, da sem kamela. Zdaj pa je tudi on kamela. Tako da zdaj so pa skupaj kamele, pa... Pa si res vzamemo čas, ni treba zdaj, da res ogromno krat tudi jemo na dan, razen če res imamo hude želodčne težave, takrat jemo večkrat, pa majhni obroki. Sicer pa tudi 3-krat na dan, če pojemo hrano, ali pa če se tudi razvijemo na tej duhovni poti, tudi manjkrat bo dovolj. Napisala si pod tele nasvete, da v bistvu z zdravo malico pred odhodom na pojedino ohranimo, da smo tudi med prazniki, da smo okej. Tako je najlažje, posebej recimo, če smo temu posvečeni, pa seveda družba, vse nas to nekako malo ponese. In je dobro, da pol pojemo nekaj pred tem, ko gremo nekam, posebej, če bomo vedeli, da tam hrana ne bo tako optimalna. Potem je dobro, da zaužijemo živila ali kakšno malico, ki vsebuje tudi več vlaknin. Na tak način se bo tudi zmanjšala želja po hrani, stabiliziral se bo tudi krvni sladkor in ne bomo jedli z očmi, ampak bomo jedli po pameti. Ja, zato ker to te hitro te dejansko... Kot varianta, nikoli ne greš v trgovino s praznim želodčkom. To je enaka varianta tudi, ko gremo nekam na obisk, pa vemo, da ne bomo dobili hrane, ki smo jo navajeni, recimo. Zapisala si v svojih nasvetih tudi, da gremo lahko čez praznike brez odvečnih kilogramov, pa brez napihnjenosti, pa brez vseh teh težav in izzivov, s tem, da dodajamo začimbe. Tako je, ja. Kakšne, katere začimbe? Pa posebej tiste začimbe, ki recimo uravnavajo krvni sladkor, da ne pride do tega hitrega paca, ker pol začutimo močno lakoto in pol pojemo vse, kar vidimo na mizi. Katere je to? Posebej recimo cimet je fantastičen, tudi kardamom, tudi klinčki, hkrati ingver, to je že dobro znano za želodec. Potem recimo kakšen rožmarin je fantastičen, žajbelj, res je ogromno teh začimb, ki jih lahko uporabljamo takrat, ko želimo malo bolj izboljšati to stanje, kar se tiče samega krvnega sladkorja in boljšega delovanja želodca in prebave. Zanimivo, ko gledam tradicionalno kitajsko medicino, med 7. pa 9. ure zjutraj naj bi bil najboljši čas in med 7. ter 9. uro zvečer naj bi bil najslabši čas. Tako je res. Zaradi tega, ker ta prebavni ogenj se nekako tako usklajuje skupaj z našim normalnim ciklom delovanja in vemo, da v prvi polovici dneva vse bolj močno, vse bolj aktivno. Potem popoldne, zvečer se vse upočasni, se pripravljamo počasi na počitek, na regeneracijo in temu je treba slediti. Se pravi, tudi v teh prazničnih časih pojemo res več hrane v prvi polovici dneva, ker bomo tudi verjetno bolj porabili. Praznični branči, jutranji zajtrki, zgodnja kosila. Lahko se tudi, ne vem, posladkamo zjutraj, rajš kot recimo popoldne zvečer. Jaz vedno svetujem, če je ta sladkarija taka, ki ni najbolj optimalna za naše telo, potem vzamemo probiotike. Posebej, če imamo kakšne težave že z glivicami ali neravnovesje mikrobiote. Ker ljudje rečejo, dejansko po praznikih ta kandida se razbohoti in sama vem, da pa mislim, da prvi krat, ko sem poskusila probiotike, je bilo pravzaprav res ravno med prazniki in to je bilo Ampak bi bilo zelo dobro, da vemo, kdaj so prazniki, da tudi kuro naredimo pred tem, da ne čakamo ta zadnji trenutek, ampak da res okrepimo telo, svoj imunski sistem, da izravnamo oziroma vzpostavimo pravilno ravnovesje v mikrobioti, ker danes je že veliko težav s tem. Tako hitro pademo ven iz tega normalnega ritma v smislu ali nekaj slabega pojemo, ali recimo smo veliko pod stresom, ali so kakšne toksične snovi, ki tudi pridejo v telo in rabimo to majčkeno te pomoči in probiotiki so meni ena taka osnova in res potrebujemo take, ki nam bojo pomagali, da se hrana tudi boljše predela. Se pravi, tudi takrat, ko grešimo. Tudi takrat, ko grešimo, predvsem pravim, to je poudarjeno za tiste, ki bojo pojedli nekaj, česar res ne bi smeli, to so sladkarije ponavadi, potem absolutno vzamemo probiotike. Ok,
Vprašanje. Zdaj, enkrat smo že povedali, da so v Sloveniji tudi tele rastlinski briketi, jim jaz rečem. Gre za rastlinska odvajala. Zdaj, odvajala nasploh, kdaj je čas, da posegamo po odvajalu? Predvsem takrat, ko hrana zastaja v našem telesu, ko imamo zaprtje, ko se ne more dobro predelovati, takrat definitivno je zelo pomembno, da vzamemo nekaj takega in seveda je veliko boljše, da je to dejansko nekaj naravnega. Da ne posežemo za tistimi laksativi ali odvajali, ki so sintetične oblike, ampak spet nekaj, kar nam je narava dala, ker ne bo takega spet negativnega vpliva na naše telo, ker vemo, da če prepogosto tudi uporabljamo laksative, takrat vplivamo tudi na našo črevesno floro in tega si ne želimo. In zaradi tega res izberemo to spet, kar je naravno, različne rastline, ki so v taki kombinaciji fantastične. Tukaj so res rastline, kot so, prvo prebrala jih bom, no? Ker mene je tole tako navdušilo, da je lahko listi, tinevelške sene, krhlike, divja aloja, kitajska rabarbara, gozdni slezavec, citronka, cejlonski cimet, vidiš cimet, o katerem si prej govorila, in pa še ena pravzaprav zelo krasna stvar. In prebrala sem tudi to, da če se uživa sintetična odvajala, da lahko potem v bistvu telo tukaj poleniš, da imaš potem skozi težave. Poleg s peristaltiko imaš težave tudi v črevesju. Vse te stvari je treba imati res na pameten način, ampak je zmeri veliko lažje in veliko boljše uravnavati zadeve, če so naravnega vira, če ni sintetično, ker sintetično tudi vpliva negativno na naše razstrupljevalne organe, zelo obremeni delovanje jeter, ledvic in tega si jaz mislim, nihče ne želi. Prebrala sem, da bi mogla hrana, ki jo pač prebavimo, da bi mogla iti ven tak od 12 do 24 urah in da v sodobnem času človek tudi po 60 urah šele spravi ven. Res je. To vidiš tudi recimo potem, kako je, ko delamo recimo kakšno razstrupljanje ali hidrokolon terapijo, pa potem vidimo, koliko je teh oblog na samem črevesju, tudi v kilograme govorimo, ker se nabirajo desetletja v našem telesu in zaradi tega tudi črevo ne more delovati optimalno, ne more se pol tudi blato izločiti pravilno, absorpcija je zmanjšana in zaradi tega si res, posebej tisti, ki imajo zaprtje s tem, se ne smejo igrati, zaradi tega, ker nastopi tudi zastrupitev in samo zastrupitev telesa, ki je lahko izjemno nevarna. Se pravi, boljš odvajalo 1 do 4 granule rastlinske zvečer pa gre. Zvečer pa naredimo. Odlično, ko sva govorili o probiotikih za življenje, pravzaprav, dajmo si pogledati nekaj osnovnih informacij o tem, kako, kaj, zakaj in tudi tako boste ugotovili, zakaj je naše črevesje res vsaj toliko pomembno kot možgani. Že 5. sezono v oddaji Klepet ob kavi ozaveščamo javnost o tem, da se naše zdravje začne v črevesju. Dobra prebava, dobra presnova je temelj našega zdravja in pri tem nam neprecenljivo pomoč nudijo probiotiki. Sodobne raziskave dokazujejo, da je črevesje bistveno za naše zdravje, ne samo fizično, tudi psihično zdravje, utrujenost, depresije, tesnobe. Kaj pa, če je vsega krivo črevesje? Raziskave govorijo, da je temu res tako. Črevesje ima namreč svoj vrednostni sistem, svojo lastno inteligenco in tudi zaradi tega pravimo, da je črevesje enako pomembno kot možgani, v nekaterih primerih pa se kaže, da so možgani celo manj pomembni kot črevesje. Strokovnjaki tudi ocenjujejo, da več kot 80% bolezni izvira ravno iz črevesja. Poskrbite za svoje črevesje tako, da izločite sladkor, procesirano hrano, dodajte probiotično mešanico s prebiotiki, optimalno 20 milijard dobrih bakterij dnevno. Preverite pa tudi, če je kapsula probiotika ustrezna, da omogoča ciljno dostavo. Probiotiki za življenje. Juhuhu, evo, praznični čas je tisti čas, mi se ga veselimo sicer, pa unik prodajajo stvari tudi, ne? Ampak najmanj se ga pa veseli naše črevesje in pa v bistvu tudi želodec. Danes govorimo ravno o tem, torej o tem, na kakšen način ohraniti svoje telo, ne dobiti dodatnih kilogramov in seveda ne biti na
napihnjen po praznikih, pa tudi, da se ta kandida ne razbohoti, pa vse te zadeve. Omenili sva sladkor, veliko sladkorja, mi imamo sladico za vsak praznik tradicionalno v Sloveniji, ampak še en tekoči sladkor se veliko uživa in to je alkohol. Res je, ne samo čez praznike, ampak nažalost tudi preveč. Čez celo leto. To seveda tudi vpliva na stanje naše mikrobiote, naših koristnih bakterij in zaradi tega lahko imamo velike težave. Tudi prihaja do tega, da nam odpove oziroma da zgubimo kar nekaj tistih koristnih možganskih celic in tako dalje. Tako da definitivno ni priporočljivo, da s tem pretiravamo. Zaradi tega je treba ostati dovolj hidriran, zaužiti več vode ali podobne tekočine, tudi s kakšnimi elektroliti, namesto take ogromne količine alkohola. Jaz zdaj alkohola ne pijem več, ko sem ga pa in ko sem pila vino, sem imela pa 1-2. Se pravi, en kozarec vina, 2 kozarca vode. Dvojno je treba nadoknaditi, da ne pride tudi do... Pri žganih pijačah bojda, da pa več kot 10. Ja, res je, ja. Je treba veliko več tekočine spiti, pa tudi takrat, ko ratamo bolj hidrirani, takrat ne bomo niti imeli take hude želje, da bi nekaj spili, oziroma tudi moramo biti dovolj dobro nahranjeni. Se pravi, ne tudi uživati alkohola na prazen želodec, ampak nekaj predtem pojesti. Posebej so vlaknine izjemno pomembne, ker vežejo nase različne toksične snovi, vključno recimo z alkoholom, pa tudi različne druge snovi. Tako da, kot sem že prej omenjala, vlaknine so izjemno pomembne. Če ne pojeste dovolj vlaknin, sadje, zelenjava, stročnice, žita, vsaj dodajte nekaj koristnega, kot je recimo psilium, ki je fantastičen, ki tudi napolni naš želodček, pa ne bomo pojedli tudi veliko hrane, ampak nam bo tudi pomagal, da se usrkajo stvari, ki niso tako zaželene. Tako da vlaknine so res pomembne in tudi, ko greste nekam, spet vzemite ali, pravim, če ne boste hrane pojedli, vsaj nekaj, kar vsebuje naravno veliko vlaknin, kot je že omenjen psilium ali indijski trpotec. Jaz si vzamem zraven tudi, to sem se navadila, ker na ene par takih druženj pa vendarle grem, tudi v popoldanskih urah in si v torbico kar probiotik v bistvu zraven vzamem. Super, odlično. Zelo koristno, ja. In ga kar... Jaz priporočam, da takrat, ko res grešimo, da pojemo majčkeno večjo količino, se pravi, če bi sicer pojedli 1 kapsulo, vzamemo 2 kapsuli, da se hitro neutralizirajo tiste negativne stvari in da ne bi pobili tistih koristnih bakterij. Tako da to je pomembno, pa res je pomembno spanje. O tem se mogoče premalo govori tudi v teh časih, recimo, ko so prazniki, potem ponočujemo, pa nekateri tudi klasično grejo spat ob 12:00 in je to res prepozno, ker je slabša regeneracija, tudi kortizol se dvigne, niha krvni sladkor. Tudi recimo, če zvečer pojemo ogromno hrane, kar se ponavadi takrat dogaja, temu se je treba res izogibati. Pojemo res več v prvi polovici dneva, pa potem čist nekaj malega, lahko prebavljivega zvečer, ker v bistvu na tak način bomo vzdrževali to normalno raven sladkorja in ne bomo imeli te napade lakote. Odlično. Če vam ne zadošča, da o tem govori Jelena Dimitrijevič, če njej niste prisluhnili, mogoče boste prisluhnili vsej manjci, tudi ona sama je posredovala nasvete o tem, kaj narediš, ko imaš te težave. Če ima kdo zaprtje, jaz bi priporočala, da uporabi indijski trpotec, se ga raztopi v vodi, ali pa inulin, se ga tudi dobi v prahu in to bo pospešilo prebavo. Potem, da pri iztrebljanju na WC-ju, da se vedno uporabi pručka nog, se da malo višje gor, zato da se odvaja celotna količina blata, da se ne zastaja v črevesju, v spodnjem delu. To izredno pomaga in je tudi proti raku na debelem črevesju. Potem, da se uporablja naprimer čim več tekočine preko dneva, zato da se hidriramo, da ni blato presuho, da lahko vse skupaj poteka normalno. Pa da jeste dosti vlaknin, to pomeni vlaknine pa najdemo pretežno v zelenjavi, pa v svežem sadju, pa v stročnicah in v oreščkih. Ne? Ja, zdaj pa bo zaleglo, ne? Definitivno. Bo zaleglo, evo, odlično. Vsekakor upamo, da bo zaleglo tako, kot seveda mora, da se ne dobesedno zastrupite iz sladkorjem, ker pa boste po njemu hrepeneli lahko še mesece in mesece, polje pa itek že naslednji praznik, pa se zgodba samo nadaljuje. Še kakšen nasvet na www.klepetobkavi.si. Če nimate dostopa, pa seveda lahko uporabite telefonsko številko svetovalk na 02 6200 230, tudi kar se tiče teh rastlinskih briketov pa teh stvari, o katerih smo dejansko govorili.
pa lepo praznujte. Vzamemo element lesa, ker mi z vodo v končni fazi zalijemo les. Se pravi, damo v stanovanje malenkost več rastlin, več zelene barve in uskladimo to področje.